Ali živali vidijo bolje kot mi? Kaj sliši otrok v trebuhu svoje mame? Kdo je bila Helen Keller? Kaj je šesti čut? Na vsa ta vprašanja in številna druga ponuja odgovor knjiga z vsemi čuti, ki, kot poveže naslov, govori o naših čutilih. Juž, zdaj, ko si prebral tole knjigo, kateri čut te najbolj navdušuje? Ja, vsak po svoje, ampak definitivno mislim, da mi je vid najbolj bil zanimiv. Predvsem to, kako različno vidimo ljudje in živali. Recimo dojenček, ko se rodi, čisto majhen, še ne vidi, potem s časoma začne ločiti barve, recimo najprej rdečo in zeleno, potem rumeno in modro, in tako se nam vid v bistvu izboljšuje do 4. leta starosti. Potem pa recimo za pse mnogi menijo, da ne vidijo sploh barv, kar ni res, vidijo jih, ampak so te sprane, je pa res, da ne vidijo recimo rdeče barve. Ja, knjiga res ponuja številne zanimivosti o naših čutilih, loti se tudi jezikovnega vidika, ker čutila uporabljamo naprimer veliko v frazemih, recimo sedeti na ušesih ali pa vtikati svoj nos v kaj. Take zelo zanimive frazeme uporabljamo. No? Ja, nekaj je tudi takih malo bolj modernih, meni novih, recimo, da imaš repo v ušesih, to pomeni, da imaš umazana ušesa, ali pa da si moker pod nosom, to pa pomeni, da si še mlad, neizkušen, verjetno zato rečemo smrkle. Ja. Kaj pa ta zgodba o Helen Keller, to je bilo zelo presenetljivo, kar malce nepredstavljivo. Ja, Helen Keller je pri 19 mesecih zaradi bolezni oglušela in oslepela in do 5. leta sploh ni mogla komunicirati z okolico, kar je bilo zelo frustrirajoče. Potem pa se je s pomočjo varuške v bistvu naučila komunicirati preko tipa. Ne samo to, napisala je celo knjigo, študirala je in potem tudi ustanovila svojo organizacijo za boj proti lakoti in podporo tistim, ki so slepi. Ja, takšne zgodbe so res navdihujoče. Zdaj pa je čas za vprašanje za naše tekmovalce, tako da napnite vse čute, no predvsem pa oči in ušesa. Sprašujem vas. V knjigi in tudi v pogovoru kar mrgoli čutil in čutov, vendar eden od osnovnih čutov ni naveden, niti ni navedeno čutilo povezano z njim. Za katero čutilo gre? A. Center za ravnotežje, B. Čutilo za temperaturo, C. Čutilo za bolečino ali D. Jezik. Kar nekaj pogovora med našimi tekmovalci in odgovorili so takole. Rumeni menijo, da gre za čutilo za bolečino, vijoličasti laporje pa, da gre za D. jezik. Ja, v prispevku so omenjeni vid, sluh, tip in voh ali njihova čutila, manjkata pa okus oziroma jezik. Pravilen je odgovor D, kar pomeni, da so dobili vijoličasti 5 točk.